Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radia Celje. Kar dobro smo že zakorakali v novo šolsko leto, v ta klasični vsakdan. Novo delovno leto pa se je s septembrom začelo tudi v Evropskem parlamentu. No, z nami v studiu Radia Celje je dr. Romana Jordan, naša evropska poslanka, članica Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Kakšen je bil septembrski štart v Evropskem parlamentu ob predpostavki, da je pred vami le še 7 mesecev sooblikovanja evropskih politik? Aprila se namreč obetajo nove evropske volitve. Ja, najprej bi se res tudi jaz želela ustaviti pri šolarjih, pri učencih in kljub temu, da smo že globoko zakoračili v september, pa bi jim vseeno rekla, da jim želim, da bi preživeli eno tako lepo leto, tako učenci kot dijaki, kot tudi študentje, da bi spoznali čim več novih znanj, da bi bili varni na cesti in da bi našli eno tako ustrezno sožitje s ljudmi, ki jih bodo obkrožali, predvsem profesorji, učitelji, in da bi seveda nekako zadovoljni preživeli to in prijetno preživeli to šolsko leto. No, seveda smo pa tudi mi v parlamentu začeli z delom že konec avgusta in rekla bi, da je bil začetek kar obetaven, kajti že tik pred začetkom počitnic so nas razveselili naši pogajalci in nas obvestili, da so se uspeli dogovoriti o 7-letnem proračunu Evropske unije, tako da bomo zdaj le še o njem sicer razpravljali, potem pa pričakovano v oktobru proračun tudi sprejeli. V septembru smo uspeli tudi sprejeti mehanizem za nadzor bank v Evropski uniji, o tem so tekla pogajanja kar nekaj let. Začeli smo pa plenarno zasedanje z težko pričakovanim govorom predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza, kajti on je predsednik Evropske komisije že drugi mandat in to je bil nekako tudi njegov poslovilni govor. Lahko pa rečem, da se volitve že čuti in da predvsem si vsi skupaj želimo, da bi to delo, ki ga še imamo pred sabo, tudi ustrezno in pravočasno zaključili. No, najno današnje izhodišče bo torej govor predsednika Joseja Manuela Baroza na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, ki se je odvijal minuli teden. Zadnje obdobje je seveda zaznamovala finančno-gospodarska kriza in na evropski ravni so bili zato sprejeti številni protikrizni ukrepi. Kakšno je stanje zdaj? Je okrevanje že na vidiku? Tudi Barozo je bil zelo vesel, da je lahko dejal, da je okrevanje že na vidiku. Tega smo seveda vsi tisti, ki delamo, sooblikujemo evropske politike, veseli, kajti kar nekaj je bilo populizma, ki je očital zgolj varčevanje, čeprav smo ves čas govorili, da je v predlaganih ukrepih tudi veliko število takih, ki naj bi pomagali gospodarstvu. Je pa seveda bilo odvisno zgolj od vlad držav članic, ali so se takih ukrepov res poslužile in jih izvajale ali pa ne. No, in zdaj je stanje takšno po oceni Evropske komisije, da se za skoraj da vse evropske države pričakuje gospodarska rast, razen za 2 državi članici, in prav zato smo v Sloveniji tako nejeverno zmajevali z glavo, ker je Slovenija nažalost ena od teh 2 držav članic. In tudi to naj bo znak Sloveniji, da so ukrepi, ki jih Evropska komisija in evropska politika predlagata, tisti, ki vodijo iz krize in da jih bomo morali resno izpeljati, če želimo seveda svojim ljudem dobro. Seveda pa se je na evropskem nivoju smo oblikovali politike, ki so neka dodana vrednost, ne? Sicer pa so za ukrepanje bile odgovorne predvsem države članice in njihove vlade. Kar je recimo bilo v tem obdobju oblikovano, je bil tako imenovan evropski semester. V okviru tega izraza, ki je sicer ljudem znan, ne vedo pa, kaj pomeni, gre predvsem za to, da se koordinira delo držav članic na področju ekonomskih politik, ker na tak način seveda imajo večjo dodano vrednost in da Evropska komisija tudi pregleduje, ali so te nacionalne ekonomske politike gredo v smeri teh evropskih skupnih zavez. In ravno v okviru tega evropskega semestra recimo je Evropska komisija nekje spomladi letošnjega leta Sloveniji predlagala neke dodatne ukrepe.
No, drugi tak izredno pomemben ukrep je pa bil predvsem, da se oblikuje bančna unija. Od tega smo še zelo daleč. Smo pa naredili prav v septembru prvi korak, to je nadzor, skupen nadzor nad največjimi evropskimi bankami. Omenili ste, da v Sloveniji še ne moremo pričakovati gospodarske rasti. Kakšno je vaše kritično mnenje o slovenskem položaju? Kaj bi bilo torej potrebno ukreniti? Ja, v Sloveniji imam jaz občutek, pa mislim, da ni to zgolj občutek, da predvsem vlada razmišlja zgolj o tem, kako ljudi bolj in bolj obremeniti z novimi davki. Mislim, da to ni dobro, tu bo potrebno korenita sprememba razmišljanja, kajti treba je predvsem narediti ukrepe, ki bodo ljudi spodbudili, jih bodo spodbudili k ustvarjalnosti in ki bodo tudi gospodarstvu omogočili, da bo lažje zadihalo, ne pa da se gospodarstvo duši. Predvsem mislim, da je treba pa seveda racionalizirati državo in racionalizirati njene podsisteme. Zdaj, da bom bolj nazorno, bolj konkretna, recimo vlada je pravkar odločila, da bo pomagala oziroma da bo z davkoplačevalskim denarjem ukinila 2 banki. Ta ukrep je bil zame kar nekako presenečenje, kajti vemo, da je naš bančni sistem problematičen, vemo, da je Evropska komisija dejala, da je sistem slabe banke, ki ga je uvedla že Janševa vlada, dober sistem, da vnaša v sistem transparentnost, razvidnost in da se je treba lotiti seveda sistemskih ukrepov, se pravi reševanja sistemskih bank in državnih bank. Sistemska državna banka je Nova Ljubljanska banka, to nista 2 privatni banki, kjer bomo zdaj z davkoplačevalskim denarjem sanirali napake, ki so bile narejene, vse tako iz medijev preberem, z našo neko tajkunsko privatizacijo. Tu se bo denar porabil, po mojem mnenju, če bo šlo tako naprej, kot zdaj vidimo, zelo, zelo neracionalno. In to je škoda, da se ljudi in gospodarstvo obremenjuje v take namene. Sicer pa mislim, da bi morali resno razmisliti in urediti pravni sistem, kajti ljudje v pravno državo ne verjamejo in to bi moral biti sistem bolj učinkovit. Mislim pa, da je treba narediti tudi mnogo več za povezavo med gospodarstvom, izobraževanjem in pa raziskovalnim sektorjem. Zato ni treba več denarja, ker ga ni. Zato je treba samo merila temu ustrezno pripraviti pri tem, ko se deli sedaj obstoječ državni denar, javni denar. V enem vaših člankov ste zapisali tudi misel Josefa Dola, ki je vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Dejal je namreč, da ne smete dopuščati svojih meril, da morajo vse države biti obravnavane identično. Ja, to je bila zelo zanimiva njegova misel, ki jo je izrekel na septembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in se mi je še posebej vtisnila v spomin. Zdi se mi namreč, da v Sloveniji včasih mislimo, da bomo lahko kakšno stvar kar obljubili, potem pa je ne bomo izvajali. To sem opazila že kar pred leti, ko sem videla, da se Slovenija vedno zavzemala pri sprejemanju nove zakonodaje za tiste najhujše kriterije in merila, čeprav sem vedela, da bo določene izredno težko izpeljati in res se je potem izkazalo, da smo podpirali in potem tudi sprejeli zelo, zelo zahtevno zakonodajo, potem je pa nismo izvajali. In imamo zdaj že nekaj težav z izvajanjem, imamo tudi že nekaj tožb na sodišču, nekaj primerov, ko nas Evropska komisija obravnava, ker zakonodaje ne izvajamo. Skratka, morali se bomo bolj zresniti. Zresniti ne samo kot nacija, ampak tudi naši predstavniki, takrat, ko se pogajajo za zakonodajo. Hkrati seveda pa to velja tudi zdaj v času gospodarske krize. Če kdo misli, da bo Evropa Sloveniji pomagala, ker je majhna, pa da nam ne bo treba izvesti določenih ukrepov, potem se presneto moti. Slovenija bo morala izvesti vse tiste ukrepe, ki so jih morale izvesti tudi druge države članice, zato da bodo lahko nam pomagale, če bomo to pomoč pričakovali. Tu ne bo popustkov. Evropska unija smo mi.
V studiu Radia Celje gostimo dr. Romano Jordan, našo evropsko poslanko, članico Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke. Poslanci ste v četrtek potrdili zakonodajo o evropskem bančnem nadzoru, ki Evropski centralni banki septembrom leta 2014 daje pristojnost za nadzor poslovanja 150 največjih bank v Evropski uniji. Tu gre za tako pogostokrat slišan bančni nadzor. Kako bo to potekalo v praksi in kakšni pričakujete bodo glavni pozitivni učinki tega ukrepa? Nov nadzorni sistem namreč prenaša znaten del pristojnosti iz nacionalne ravni na raven Evropske unije. Ja, tako je. Banke so bile problem, to se je izkazalo z začetkom finančne krize in problem predvsem zaradi tega, ker v Evropi ima veliko držav članic skupno valuto in seveda potem pričakujemo, da bomo imeli tu tudi enake pogoje, da bodo ljudje enako varni, da bodo njihove vloge kot komitentov enako zaščitene in zato seveda potrebujemo neko bančno unijo. Hkrati govorimo tudi o skupnem notranjem trgu, za katerega je res, da ga šele uresničujemo, pa vendar pričakujemo, da recimo gospodarski subjekti, ki si morajo v njem konkurirati, delujejo vse približno pod enakimi pogoji. Zdaj, če imajo pa recimo neka podjetja v Nemčiji bistveno manjše obrestne mere, pod katerimi se zadolžujejo, da zaženejo recimo nek nov proizvoda nekega novega produkta, kot ga imajo v Sloveniji, seveda tu ne moremo govoriti o enakih konkurenčnih pogojih in zato je prav, da gremo tu v poenotanje. No, ta skupen bančni nadzor je šele prvi korak, prav je tako, kot ste rekli, približno 150 največjih bank bo pod skupnim nadzorom Evropske centralne banke. To je zdaj ta nadzorni organ, za katerega smo se dogovorili. Je pa to izredno močen poseg v pristojnosti, ki so bile zdaj nacionalne, zato je trajalo kar nekaj let, da smo uspeli doseči ta dogovor. Zdaj, Evropski parlament je bil v pogajanjih tudi kar uspešen. Mi smo med drugim dosegli tudi to, da bo ta celoten sklop akcije bolj demokratičen, ker govorimo pač o tudi javnem denarju. Evropski parlament bo tako imel možnost soodločanja s svetom pri oblikovanju predsednika in imenovanju predsednika in podpredsednika nadzornega odbora. Hkrati smo uspeli doseči, da bo Evropska centralna banka oziroma ta nadzorni organ nas obveščal o tem, kaj se dogaja. Predvsem bomo imeli vpogled v dogajanja na sej teh nadzornega organa. Hkrati smo se pa zavzemali in tudi dobili močnejšo vlogo nacionalnih parlamentov. Tako da upam, da bo to pomenilo večjo varnost za komitente, večjo stabilnost. Dobro je, da Slovenija, ki je članica evra, mora kar pade v to skupino, da bodo naše banke vključene v ta nadzorni mehanizem. Zdaj, tiste države članice, ki pa zaenkrat še nimajo evra, pa te obveznosti nimajo, se bodo pa lahko temu nadzornemu mehanizmu priključile, če bodo želele. Na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu ste na glasovanju sprejeli spremembo evropske zakonodaje glede biogoriv. Katere pomanjkljivosti ste spremenjeno zakonodajo odpravili? Mogoče samo za uvod povem, da poslušalce spomnim, da Evropska unija ima izredno zahtevno zakonodajo na področju okolja in podnebnih sprememb in da je bil že leta 2008 sprejet paket, po katerem moramo do leta 2020 zniževati emisije toplogrednih plinov in zvišati delež obnovljivih virov energije in izboljšati učinkovito rabo energije. No in v tem zakonodajnem sklopu je bilo tudi sprejeto, da moramo na področju prometa pa zvečati delež obnovljivih virov energije vsaj na 10%. Kajti promet je potencialno tudi velik onesnaževalec in je vedno večji pri izpustih toplogrednih plinov. No in kaj se je zgodilo v realnosti? V realnosti se je zgodilo, da je v prometu predvsem se povečeval delež biodizla, tako imenovane prve generacije. In kaj je tu problem? Problem je to, da biodizel
prve generacije je predvsem narejen iz poljščin, ki se uporabljajo tudi za hrano, recimo koruza, da so se s tem dvignile cene hrane, kar je seveda neetično, ker hrana tekmuje z gorivom in to zdaj, ko je v svetu še toliko lačnih ljudi. Potem je tu pa še drugi problem. Drugi problem je pa to, da se pa dogajajo posredni izpusti toplogrednih plinov in da v nekaterih primerih so tudi izpusti večji pri tem biodizlu, kot so izpusti pri fosilnih gorivih. Se pravi, da imamo tudi okoljski problem in zato je bilo potrebno ukrepati. Najino septembrsko oddajo bova zaključili z dobrodelnostjo. Ste častna pokroviteljica projekta Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji, kjer se zbiranjem papirja zbirajo tudi sredstva za izgradnjo indijske šole, ki jo gradi Slovenka. Junija se je zaključila akcija, septembrom pa se je že začela nova sezona, zato predvsem vprašanje, kakšni so bili dosežki in koliko papirja, pa seveda posledično denarja, je bilo zbranega. Ja, zame je največji dosežek to, da je bilo do zdaj izpeljanih že 5 akcij in da je 6. v teku in od prve naprej vedno ob koncu, ko zaključujemo eno akcijo, dobivamo pozive od šol, od sodelujočih, tako učencev kot tudi učiteljev, mentorjev, naj z akcijo lepo prosim nadaljujemo in seveda je za nas, za našo majhno ekipo, ki to počnemo, to zelo veliko priznanje. Do zdaj smo zbrali okrog 24 000 evrov denarja. Prva akcija je bila namenjena šoli v Tanzaniji, vse ostale pa šoli v Indiji, ker smo presodili, da je projekt, ki ga izvaja Mojca Gajen z možem v Indiji, vreden vse podpore in da enkratna podpora je premalo, kajti oni imajo tam šolo za tiste najrevnejše otroke, za otroke, ki so tako revni, da niti v javno šolo ne morejo hoditi. Zaenkrat delajo v najetih prostorih, njihova ambicija je, da si zgradijo svojo šolo, zato da naj bodo imeli stroškov z najemom in zdaj smo že tako daleč, da je zemljišče kupljeno, da je projekt že narejen in da se je tudi gradnja letos že začela. Seveda to ne samo z našim denarjem, ampak ima Mojca Gajen številne tudi druge podpornike, mislim, da jih ima veliko tudi poleg Slovenije, tudi v Nemčiji. Sicer pa smo veseli, da se nam pridružujejo vedno nove šole, novi podporniki, na nov način nas razveseljujejo, recimo naj omenim primer Alenke Žumbar, ki je podarila kar lepo število svojih knjig za to šolo. Veleposlanik Indije se nam vedno pridruži in podpira to akcijo. Lani smo dobili podporo ministra dr. Žige Turka. Vse to seveda zelo veliko pomeni. Ko sem pa tu pri vas v Celju, na vašem radiju, moram pa omeniti tudi vedno zelo dobro podporo z tega okolja. Veliko šol vedno sodeluje iz Celjskega in v preteklem letu je prav prva gimnazija v Celju zbrala največ denarja in zato smo imeli tudi na tej gimnaziji zelo, zelo lepo zaključno prireditev, za kar se jim še enkrat zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi Radio Celje, kajti Radio Celje nas je lani prvič razveselil, sodeloval v akciji zbiranjem papirja in jaz upam, da bomo to sodelovanje nadaljevali in ne le nadaljevali, da ga bomo tudi nadgradili. Torej, kot rečeno, akcija s septembrom se je že začela, kar se tiče nove sezone zbiranja papirja za šolo v Indiji. Kot sva dejali, se akciji lahko pridružijo vsi, tako vrtci, šole, podjetja, tudi Novi tednik Radio Celje se je pridružil tej akciji, v minuli sezoni prispeval več kot tono odpadlega papirja. Letos bomo v akciji pristopili še aktivneje, namreč postali smo medijski pokrovitelj te akcije. Za kar se vam res najlepše zahvaljujem. Dr. Romana Jordan, hvala za vaš obisk, želimo vam obilo delovnega zanosa in do oktobra seveda nasvidenje. V zadnjem delu oddaje pa bomo obiskali Nizozemsko in sicer evropskega poslanca Van Nistelrooya in mogoče za konec še vprašanje, se veliko družita? Ja, on je poslanec že drugi mandat in v prvem mandatu sva se res kar veliko družila, sedaj pa sva v različnih odborih, tako da se vidiva bolj na sestankih politične skupine. Mogoče samo za zanimivost povem, da je on sorodnik od zelo, zelo znanega nizozemskega nogometaša Van Nistelrooya.
Evropska unija smo mi. Poslušalke in poslušalci, vabljeni, da se z nami podate na Nizozemsko, deželo tulipanov, mlinov na veter in še marsičesa. Z nami je poslanec Nizozemske Van Nistelrooy, ki svari, da glavnega mesta Nizozemske nikakor ne gre zamuditi. If you go to Amsterdam, you have to call our capital city. So this is really important, both for cultural, both for... Ob obisku naše države je obvezen postanek v Amsterdamu, naši prestolnici. Ne samo zaradi kulturnih bogastev, tudi zaradi ljudi. Je odprto, zelo sproščeno in multikulturno mesto. Nizozemska hrana je krepka, v njej najdemo veliko mlečnih proizvodov, naprimer sirov, ki so še ena značilnost Nizozemske. Nizozemci imajo radi zelenjavo, kar je očitno tudi iz naslednjega odgovora na vprašanje, kaj na Nizozemskem dati v usta. This is a difficult question in terms of what to choose, because we have a lot, But anyway, I like, at this time of the year, I like the asperges. Because, in my region, I live in the southern part of the Netherlands. Težko vprašanje, kaj ti izbira je ogromna. Všeč so mi šparglji. Živim v južnem delu Nizozemske, blizu nemške meje, ker imamo peščeno prst. Tam šparglji radi uspevajo. Lahko jih kombiniramo z ribami in podobno. Želimo si le, da zime ne bi bile predolge, kajti če zima traja tako dolgo, potem je obdobje rasti za šparglje krajše. Tudi količinsko jih je seveda manj. Šparglji pa posledično postanejo dragi, česar si seveda ne želimo. Danes si življenja brez elektrike ne gre predstavljati. Tudi zato je nizozemski poslanec Van Nistelrooy na seznamu pomembnih Nizozemcev izbral tistega, ki je v naše domove tako rekoč prinesel luč. I think I choose someone who comes from my region, and it's Mr. Fritz Philips, because... Izbral sem Fritza Philipsa, ki prihaja iz moje regije. Veliko časa je preživel v svoji garaži. Tam je ustvarjal svoje številne izume, med katerimi gre izpostaviti žarnico, ki je seveda izjemnega pomena. The light bulb that has served us so long in the period of the electricity.